To pomeni, da imajo ljudje, ki se okužijo, lahko s to boleznijo zelo raznolike izkušnje. Torej, v najboljšem primeru se okužimo z malo količino virusa in ko ta virus pride na sluzence, se sluzence odzovejo s tako imenovanim odzivom naravne odpornosti, to pomeni delajo interferon tipa 1 in v tem primeru je virus že na nivoju sluzence premagan, kar pomeni, da ta interferon povzroči mobilizacijo epitelnih celic sluzence, virus nekako zamre. Včasih tako hitro zamre, da taki ljudje niti ne naredijo protiteles, torej niti ne zaženejo imunskega odziva, zato ker virus sploh ne prodre globje, če pa zaženejo imunski odziv, pa traja to dosti malo časa. No in taki ljudje pravzaprav se včasih niti ne zavedajo, da so preboleli virus, oziroma okužba traja poteka na zelo blag način in zato se včasih ne zavedajo, recimo malo posmrkajo in je konec. Potem v drugem primeru, če prebolimo tipičen, pa še vendar ne tisti maligen potek bolezni, dobimo virus na sluznico. Tega virusa je v tem primeru zadosti, torej to je navadno povezano z večjo količino virusa ob okužbi. No in ta virus se potem prime na epitelijske celice, na svoje AC2 receptorje. Nekako vezljivost tega virusa za te receptorje je precej večja kot pri prehladnih virusih. Zaradi tega več virusa pride navznoter v celice. Poleg tega ima ta virus tudi nekaj toksičnih dejavnosti, ki jih običajni prehladni koronavirusi nimajo. Zaradi tega celice nabrekajo in značilnost tega virusa je, da bom rekel, zelo poškoduje celice. Se pravi, celice začnejo nabrekati, virus se v teh celicah namnoži in potem, kar je posebnost tega virusa, se pravzaprav sprosti v tkiva, v kri in ta virus se tako dobro veže na te AC2 receptorje, da se potem veže tudi na te receptorje, ki so v žilah, ki jih je sicer malo, ampak virus navadno uspe okužiti, bom rekel, tudi žile in zaradi tega nastanejo lahko tako raznolike kasne posledice okužbe, ker takoj, ko virus napade žile, se naredijo komplikacije strani strjevanja krvi in seveda ljudje, ki so nagnjeni k temu, bodo precej težko preboleli okužbo. Tisti, ki imajo pa še manj sreče in pa virus seveda napade tudi pljuča, torej se spusti v pljuča, poškoduje žile v pljučih in to je pa potem tista bolezen, pri kateri je navadno potreben kisik. To pomeni, da je prizadetih toliko pljuč, da pravzaprav človek sam težko premaga bolezen, če ne gre v bolnico, dobi kisik in potem taka bolezen poteka v tej tretji obliki, ki je pa pravzaprav težka. In če ima človek še to smolo, da ima še neke pridružene bolezni, ki mu onemogočajo učinkovito preboleti to pljučnico, potem pa seveda je to tista nekako najtežji potek bolezni, ki je pogosto povezan z intenzivnim zdravljenjem. No, ampak ravno ta raznolikost, ki jo zaznamo v prebolevanju covida, je morda to razlog, da je virus drugačen od do sedaj znanih, zato da je med ljudmi čutiti toliko nezaupanja do stroke? Ja, pravzaprav nezaupanje je povezano s tem, da je to v končni fazi nek prehladen virus. In do zdaj nismo bili navajeni, da bi lahko nek prehladen virus, kot so recimo ti klasični koronavirusi ali pa kot je virus gripe,
nekako nismo bili navajeni, da bi tak virus pa pri enem delu populacije povzročil pa res katastrofo. In seveda, zato je del tega nezaupanja je povezan s tem, ker razmeroma mali del populacije in še to je del populacije, ki ga pravzaprav odrivamo v domove za ostarele, o katerem se v sedanji družbi niti kaj preveč ne pogovarjamo. Torej, stari ljudje na nek način moramo si le priznati, da so v družbi nekako odrinjeni, njihovi problemi nas navadno ne zanimajo, ker družba želi nove stvari, se pravi tiste, ki so povezane z dobrinami, z denarjem, in medtem ko starejši ljudje, ki so nekako skriti po domovih za ostarele, malo koga zares zanimajo. In zaradi tega se seveda nekako družbeno mnenje sooča s tem, da je to neka bolezen, ki jo veliko ljudi ne vidi neposredno, razen nas, ki smo v bolnišnicah. Po drugi strani pa izredno spreminja življenje teh večine ljudi, ki te bolezni pravzaprav neposredno ne vidi. In logično je, da nastane ta dvom, bom rekel, ali je res treba, da se nam življenje zadnje leto popolnoma sesuva, da postaja dolgoročno nevzdržno, zaradi neke bolezni, ki jo pravzaprav večina ljudi ne vidi, in v tem vidim to nezaupanje. Se pravi, ne toliko nezaupanje do znanosti, ampak predvsem razcepljenost na te izjemne družbene posledice bolezni, pa seveda na bolezen, ki jo ljudje neposredno v svoji okolici navadno ne čutijo, ker so pač zlasti domovi za ostarele izrinjeni iz družbenega življenja. No, kažejo se tudi posledice, ki se morda sprva niso. Recimo pri otrocih se pojavljajo nove bolezni povezane s prebolelim covidom, in sicer naj bi od konca oktobra pediatri zaznavali vedno več nenavadnih novih bolezni, ki jih povezujejo z novim koronavirusom. Zakaj? Ja, to imamo kar teh nekaj otrok, čez 30 se jih je že nabralo, torej za cel oddelek otrok pravzaprav s tako imenovanim MIS-C-jem, to je multiorganski vnetni sindrom pri otrocih. Se pravi, to je pozna posledica prebolelega covida. Se pravi, ti otroci nič na drugačen način ne prebolijo covid kot sicer tisti, ki ne bodo dobili tega sindroma. Se pravi, ni mogoče predvideti ob bolezni, kdo bo razvil ta sindrom, ampak potem pa težko obolijo. Se pravi, imajo vnetja različnih organov, predvsem srca, naprimer, krvnih žil velikih, in otroci postanejo zelo prizadeti in seveda pristanejo v bolnišnici, ker drugače večina ne bi preživela, in v bolnišnici se jih potem del teh intenzivno zdravi, daje se jim zdravila, ki zmanjšajo to vnetje, ki je nekakšno nekaj med avtoimunskim vnetjem pa med vnetjem, ki pač nastane zaradi vnetne konstitucije organizma. In pri nas so se do zdaj na srečo vsi ti otroci zvlekli, tako da so bili pozdravljeni. Morda le kratek komentar na tole fotografijo, zakaj pride do teh na nek način podplut, pa so te... Ja, to je to delovanje virusa, ki sem ga že omenil. Torej, virus je poseben po tem, da je sicer prehladen virus, se pravi, ti virusi naj bi se obdržali v epitelu, ampak ta virus toliko poškoduje, je toliko citotoksičen, da se sprosti v kri in potem se veže tudi na endotelne celice krvnih žil
in potem seveda povzroča